Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, pozdravljeni v informativni oddaji. Nocoj bomo v naši oddaji med drugim govorili, kako so na trboveljski komunali pripravljeni na sneženje, o novi glasbeni šoli v Zagorju in praznični okrasitvi. Letos je z veselim decembrom med nas prišlo tudi, kot se za ta letni čas spodobi, sneženje. Na trboveljski komunali so nam povedali, da so bili na snežno pošiljko pripravljeni že vse od 15. novembra. 4 kamioni, 12 traktorjev, 2 rovokopača, 4 poltovorna vozila in 2 snežni frezi skupaj z zaposlenimi na trboveljski komunali omogočajo skupno vzdrževanje 120 km mestnih in lokalnih cest ter 50.000 kvadratnih metrov pločnikov in javnih površin. Izvajamo posipe v glavnem z rotacijskimi, ker je poraba peska manjša kot pri vlečnih plugih. V samem mestnem središču pa skušamo zadevo, se pravi proti zmrzali, reševati z hipokloridom in soljo, se pravi brez peska, da se ponašamo bolj ekološko, se pravi, da je manj prašnih delcev na vozišču, potem ko zgine sneg in posije in izsuši sonce naše ceste. Glasbena šola Zagorje je ena uspešnejših glasbenih šol v Sloveniji, ki pa se že vrsto let bori s prostorsko stisko. Zato se je občina Zagorje že kar nekaj časa nazaj odločila odkupiti prostore, v katerih so bile pred stečajem podjetja Svea, pisarne, upravne družbe in prodajno-razstavni prostor za kuhinje Svea. Del prostorov bo namenjen tudi za delo regionalne razvojne agencije Zasavje. Del spodnjega nadstropja pa bo namenjen salonu Svea. Predvsem bo največja pridobitev seveda učilnice in pa koncertna dvorana. Ker trenutno v obstoječem objektu, kjer smo sedaj, 17 učiteljev poučuje v 10 učilnicah. Torej, sama organizacija pouka je izjemno zahtevna in seveda tudi prilagoditev urnikov, skratka, to potegne za sabo marsikaj. Tu v novem objektu, kamor se naj bi glasbena šola selila prihodnje leto, pa bo seveda dovolj učilnic, predvsem pa tista velika koncertna dvorana, katero v bistvu si želimo in za katero prosimo že več kot 20 let. In zdaj bo končno tudi naša glasba zazvenela lahko v naši dvorani, tako kot si pač seveda želimo. Obenem pa tudi baletna dvorana, kajti tudi pouk baleta sedaj poteka v precej neprimernih prostorih, tukaj pa bodo prostori takšni, kot tudi morajo biti in kjer bo seveda tudi lahko maksimalno poskrbljeno za varnost učencev. Kako trenutno poteka obnova, pa nam je povedal vodja gradbišča. Rušitvena dela so večinoma končana. Izvajali smo tukaj vzadaj, smo izvajali betonska dela, prizidek. V bistvu nam ostane še betonski del ob novem stopnišču, tudi dvigalni jašek. Tako da začeli bomo tudi z streho prizidka in z ostalimi obrtniškimi deli ali stavbno pohištvo. Do kdaj pa naj bi bilo na grobo končano vse skupaj? Glede na časovnico, katera nam je poznana, do tega trenutka naj bi bilo to septembra prihodnje leto, torej septembra 2021, kar pomeni, da bi šolsko leto 2021-2022 pričeli v novih prostorih. 29. novembra 1956 se je slovesno odprl Delavski dom Trbovlje. Od samega začetka delovanja je postal pravo kulturno središče in velja za steber umetnosti in družbenega življenja v mestu. Zgrajen je bil v 1050 dneh, v 75.000 delovnih urah, pa tudi 38.000 prostovoljnih ur so opravili. Slovesnosti ob odprtju so potekale od 29. novembra do 8. decembra. Kino Delavski dom pa je začel svoje delo že 28. novembra s premierno projekcijo slovenskega filma Dolina miru. Kaj se je v teh 64 letih spremenilo, pa nam bo povedala direktorica Delavskega doma. Sigurno se je zadnja leta povečal program. Še posebej zadnjih 10 let skuša Delavski dom v korak s časom, z vso digitalizacijo in z vsemi tehničnimi stvarmi
da smo primerljivi tudi z ostalimi še večjimi zavodi oziroma organizatorji kulturnih prireditev. Definitivno zadnjih 10 let je programa veliko več. Veliko več se najde za različne populacije. Program smo razširili tudi na, bom rekla v nekem smislu, izobraževalno dejavnost, s tem, da ne izvajamo prav mi izobraževanja, ampak sodelujemo z raznimi institucijami, kot Srednjo-tehniško šolo Trbovlje in Zasavsko ljudsko univerzo, društvo Mutri in tako naprej. Smo pa v zadnjih letih veliko programsko napredovali tudi na področju, bom rekla, sodobne umetnosti, predvsem intermedije z našim festivalom Speculum Artium, ki ga peljemo že 10 let. Prav s tem festivalom smo pogledali tudi na bolj širšo mednarodno raven. Kljub epidemiji pa v Delavskem domu Trbovlje letos niso odpovedani vsi dogodki. Od četrtka, ko je bila na njihovi spletni strani prenašana otvoritev naprej, poteka razstava Kolmografija Pike Gačnik. Matrice, ki jih ravno tako lahko opazujemo kot samostojna likovna dela, pa še na dodaten način odražajo specifično črnino premoga, ki je tako močno zaznamoval utrip življenja, misli, občutenja in izražanja doline in mesta nekoč, kot tudi danes, ko ga na preveden način nobilitirajo pomembni umetniški dosežki tu rojenih ustvarjalcev, je o razstavi povedal Pikin mentor magister Črtomir Ferlih. Kolmografija je serija izdelkov, ki je v bistvu začetek eksperimentiranja v okviru moje magistrske naloge. V bistvu je res ta razstava prva v sklopu naših, bom rekla, naše manjše prireditve ob Sveti Barbari. Vsako leto obeležujemo ta praznik, se tudi povežemo s tukajšnjimi društvi, z rudarji, in stečejo neke aktivnosti v sklopu našega virtualnega muzeja rudarstva 4. Dritla. Potem bo pa še nekaj časa dostop preko naše spletne strani za ogled. Boj z Orjuno je eden najbolj znamenitih spomenikov v Trbovljah, ki že več desetletij krasi ploščad pred Delavskim domom Trbovlje in Zasavskim muzejem. Kip Stojana Batiča vse od postavitve leta 1974 ni bil deležen obnove in čiščenja, zato je bila restavracija resnično potrebna. Poleg kipa pa je bila sanirana tudi betonska plošča oziroma podstavek, na katerem je kip postavljen. Poseg ni preprost, saj je kip težek nekaj ton. Zaradi postopka, ki je poseben, obnova ni potekala na mestu, na katerem je kip postavljen, ampak ga je restavriral Gregor Podkrižnik v svoji delavnici. V tem mojem primeru gre predvsem za spoštovanje do konkretne umetnine Stojana Batiča iz dveh stališč. Prvič, jaz ga spoštujem in cenim stališča, da sem tudi sam akademski kipar. Že med študijem smo ga študente spoznavali, se posvečali proučevanju, opazovanju njegovih del, spoznavali smo njegovo izraznost, izražanje v figuraliki, fascinirane so njegove študije, teles, ta njegova monumentalna izraznost. Predvsem pa nas je pritegnila njegova sposobnost reliefne obdelave ploskev, uporabe različnih rastrov, ki jih je uporabil na svojih skulpturah, ta ploskovna modeliranost, predvsem pa figuralika. Spomenik boja za Orjuno pa vsekakor ni edini kip, ki je v zadnjem času pritegnil veliko pozornosti v Trbovljah. Na lokaciji Ostrega vrha, na tako imenovanem Špicbergu, so postavili 8-metrski kip Prometeja. Več o tem pa si lahko ogledate v naši oddaji Komentar tedna. V Zagorju in Trbovljah v tem času poteka prižig prazničnih lučk. V občini Trbovlje imajo letos okrašen park kulture pri pošti in postavljeno svetlečo smreko, ki je v lanskem letu ni bilo. Sneguljčica s 7 palčki, volk in 3 prašički, Janko in Metka ter princ in princesa ob veliki kočiji, ki ima obliko buče, pa bodo pozdravili obiskovalce v trboveljskem mestnem parku v pravljični vasici.
Najmlajše, poleg pravljičnih junakov v mestnem parku, vabi tudi nabiralnik Dedka Mraza, v katerega lahko otroci vržejo pisma. Dedek Mraz pa se bo potrudil, da bo odgovoril na čisto vsako prejeto pismo. Predvidoma v prihodnjem tednu si bodo lahko občani, ki si bodo na svoje pametne telefone naložili aplikacijo Pravljično vasico AR, si bodo lahko poskenirali snežinkice, ki se nahajajo tako v Pravljični vasici v mestnem parku, kot tudi v Parku kulture pri pošti. Si bodo lahko torej poskenirali te grafike, ki se nahajajo na snežinkah in potem ali uživali v glasbeni točki ali v nagovoru Dedka Mraza, tudi v pravljici, gledališki predstavi. No, zato smo se odločili predvsem zaradi tega, ker bi želeli resnično občanom in pa predvsem seveda našim najmlajšim omogočiti čarobno vzdušje kljub upoštevanju oziroma skladno z upoštevanjem vseh teh preventivnih ukrepov, zato ker smo mnenja, da ne nazadnje otroci niso ničesar krivi, da živijo v takšnem obdobju, torej v času epidemije, in bi jim resnično radi pričarali, čeprav na malce drugačen način, še vseeno čarobni in pravljični december. Zagorski župan Matjaž Švagan nam je povedal, da imajo v njihovi občini letos optimistično okrasitev v primerno času, saj po njegovem mnenju ljudje v tem času potrebujemo luč. Občina pa je poskrbela tudi za popestritev veselega decembra in tako kot vsako leto bo tudi letos gostila posebnega gosta. Ja, kot vsako leto me je tudi v letošnjem letu poklical oziroma so postavila kontakt z Miklavžem, ki želi vsako leto priti v Zagorsko dolino, kajti pravi, da imamo najbolj pridne otroke, starše, dedke in babice. Tako da v soboto bo Miklavž na obisku v Zagorju, še enkrat v skladu z navodili, ki veljajo iz razlogov epidemije v Sloveniji, tako da bomo prižgali luči in tudi po videosistemu bom sprejel Miklavža, ki bo nagovoril tudi moje občanke in občane in vse otroke tega sveta. Vse Miklavževo dogajanje v Zagorju bo prenašala tudi naša televizija. Vi pa ste vabljeni k ogledu miklavževanja in prižiganja lučk jutri v soboto ob 18. uri. Prav tako pa si lahko za popestritev decembrskega večera ogledate tudi virtualno miklavževanje in sicer danes po oddaji Komentar tedna. Društvo Šola zdravja ima status humanitarne organizacije in deluje v javnem interesu na področju športa. Delujejo nacionalno po vsej Sloveniji, pri čemer jih že 6. leto podpira Ministrstvo za zdravje. Pripravili so nam kratke oddaje Metoda 1000 gibov, ki si jih lahko ogledate od ponedeljka naprej ob 8. uri zjutraj na naši televiziji. S tem vam želimo spodbuditi, da naredite pomemben korak zase v smeri ohranjanja svojega zdravja z rednim razgibavanjem, ki je ključni dejavnik krepitve vašega imunskega sistema, za katerega moramo v teh negotovih časih vsi skupaj še bolj poskrbeti. To pa je vse, kar smo vam pripravili za tokratno informativno oddajo. Zahvaljujemo se vam za pozornost in vam želimo prijeten večer.